Mogoče bi se predno se dotaknem slajdu, čeprav zdaj že vidim zmanjkuje časa, bi mogoče najprej uvodoma omenila, ravno v teh dnevih se v bistvu stopa v veljavo nov zakon o reviziji postopkov javnega naročanja strani gospodarstva, sploh še glede na to, da je Slovenija pravzaprav edina članica znotraj Evropske unije, ki nima zagotovljenega sodnega varstva nad odločitvami Državne revizijske komisije za javna naročila, je nekako bila v pričakovanju, da se bo to sodno varstvo vzpostavilo, ker pravzaprav poenotenje pravne prakse na tem področju bi pravzaprav prineslo veliko koristi in dobrobiti tako za naročnike kot tudi za ponudnike. Stanje, kakršno imamo, ko pravzaprav dejansko se je področje javnega naročanja v Sloveniji izjemno samo kriminalizira, ni pa nekih pravih rešitev, ki bi pravzaprav rešilo gospodarstvo in tudi naročnike, ki so v primežu vsega tega. Kot primer lahko zdaj omenim, da pisarna zastopa enega od naročnikov, kjer je pravzaprav en organ se postavil na stališče, da je naročnik narobe vodil postopek javnega naročanja, ker ni neposredno upošteval direktive. To se pravi, ne glede na to, da pravzaprav Slovenija direktive implementira zelo strogo, pravzaprav še strože na nek način kot druge članice, ob tem, da direktive zavezujejo samo zgolj glede cilja, to se pravi, ni treba prekopirati direktivo in reči, to je pa zdaj naš zakon o javnem naročanju. Prihaja tudi do tega, da recimo organi nadzora potem rečejo, naročnik narobe si uporabil pravila, ker nisi uporabil neposredno direktive. Problem, ki se ga bomo danes pri tem predavanju dotaknili, je, kako v bistvu lahko neki izvajalec z boljšo kvaliteto, z boljšo tehnologijo, z boljšimi kadri, recimo, kako lahko v okviru tega klopčiča, v katerega so pravzaprav, bom rekla, zajeti tudi naročniki in niso pravzaprav nič na boljšem, kako pravzaprav se lahko zadeva izpelje, pa da nekako je rezultat za vse najbolj primeren. Po moji oceni je najprej potrebno narediti premik v glavah pri vseh, pri ponudnikih in pri naročnikih. Zdaj, dejstvo je, da naš zakon o javnem naročanju, ki je implementiral ta zadnjo direktivo, uveljavil se leta 2016, ta direktiva je zahtevala, da pravzaprav merilo najnižje cene ne sme več obstajati. Mi smo imeli v starem zakonu dve merili. Imeli smo merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe in pa imeli smo merilo najnižje cene. Direktiva je jasno rekla, da pravzaprav najnižje cene ne bi bilo več. In ko je naš zakonodajalec pripravljal nov zakon o javnem naročanju, je glede na to, da smo zelo radi Slovenci na še bolj varni strani, čeprav, kot sem prej omenila, en primer, ki ga zastopamo, se tudi ta varna stran pogosto izrodi, je naš zakon o javnem naročanju to direktivo prenesel na način glede meril tako, da je rekel, nimamo več merila najnižje cene, merilo je samo ekonomsko najugodnejša ponudba, ampak znotraj tega merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa imamo lahko samo 100% merilo cena. In zdaj, pod vsem temi pritiski, kot so recimo, kot sem omenila, kriminalizacije in podobno javnih naročil, so pravzaprav naročniki seveda najbolj radi na varni strani in imamo še vedno najnižjo ceno. Cela Evropa je šla, se zaveda, da boljšo kvaliteto, bolj usposobljenega ponudnika, ki ima bolj usposobljene kadre, ne moreš dobiti za dampiško ceno, oziroma ga lahko dobiš za dampiško ceno samo potem z ne vem kolikimi aneksi, kar je spet problem. Tako da jaz mislim, da te probleme bi bilo nekako, tudi po naravi sem optimist in mislim, da bo prišlo do premikov. Ampak pravzaprav si moramo premike v glavah vsi narediti, naročniki in ponudniki. Tudi ponudniki sami so lahko v času priprave razpisnih dokumentacij, pravzaprav se že vnaprej ve, ko so objavljeni proračuni, recimo, se točno ve, katere investicije se bodo vodile, vsak ponudnik je lahko proaktiven in pogleda, kaj se bo dogajalo v naslednjih fazah, ve, da morajo naročniki predno grejo v pripravo razpisne dokumentacije, preveriti trg, preveriti nove tehnologije,
preveriti vse ostale aspekte, da bodo dobili v bistvu najboljšo kvaliteto po ustrezni ceni, ponavljam, po ustrezni ceni, ne po najnižji ceni. Tako da pravzaprav tudi ponudniki recimo bi lahko že v tej fazi, to se pravi v fazi, ko naročniki preverjajo trg, v tej fazi bi bili lahko tudi naročniki po moji ceni bolj aktivni, ker preveritev trga tudi pri ponudnikih ni nekaj kaznivega ali kaj koruptivnega, ne. Ampak je Slovenija tako utesnjena preko teh, bom rekla, organov nadzora, da se pravzaprav tudi te preveritve trga redko kdaj izvaja, ne. Ampak tukaj je neka scena, ki bi se lahko odprla, da bi bili pač naročniki preverjali trge, ve se, kjer investicije se bojo vodile, ponudniki, dajte pač se oglasiti, povejte, imamo nove tehnologije, to lahko ponudbo, tako da bodo tudi razpisne dokumentacije v bistvu oblikovane bolj na način, da bosta zadovoljna naročnik in ponudnik. Ker problem, ki se zdaj pač dogaja, je ta, ne, da imamo razpisne dokumentacije, kjer je FIDIC narobe prenešen oziroma se uporablja napačno, kjer je pravzaprav predmet naročila dejansko se naročniki velikokrat šele potem, ko je naročilo izvedeno, se zavejo, da pravzaprav niso tega iskalne. In v bistvu s preveritvijo trga in z neko, bom rekla, sodelovanjem v okviru, pač, ki ga naročnikom in ponudnikom dopušča zakon, se lahko pride tudi do boljših rešitev. Je pa tako, ne, da v bistvu naročniko, ne vem zdaj, koliko je tukaj tudi predstavnikov naročnikov, ampak predlagam vam, da se izogibate merila najnižje cene, predlagam vam tudi na področju vozišč, ne, tukaj so nekje pravila še bolj rigorozna in se še v bistvu zakon uporablja še bolj restriktivno, tudi kdaj se gre v razpis in podobno. Tako da naročnikom predlagam, ker tukaj je treba doseči nek preboj in dosegel se ga bo samo na ta način skupaj med naročniki in ponudniki, da se bodo zavedali, da neka uspešno izvedena investicija ni izvedena strogo črkobralsko, da zakon marsikaj dopušča, direktive so neposredno uporabljive, to vam moram povedati, tudi to, kar sem prej omenila, kako je naš zakon prenesel to, da zdaj pač imamo merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe in da kukar ni več najnižje cene, je pa znotraj tega merila še vedno najnižja cena v vseh razpisih. Naročniki, bodite pogumni, da se zagovarjati v vseh fazah vse in lahko pridete do boljših investicij, do bolj kvalitetnih proizvodov, samo tako kot sem rekla, nihče se ne sme bati, ne ponudniki, ponudite, pišite naročnikom, imamo nove, po različnih segmentih, nudimo nove tehnologije, če boste šli v razpis, predlagamo, da to vključite in tako naprej. To ni korupcija, to ni nekaj nezakonitega in tudi v bistvu naročnik bo dobil nekaj, kar bo dejansko zadovoljilo njegove potrebe. Tako da to je zdaj v uvodu, jaz upam, da nisem bila predolga, no, ampak to je v uvodu tisto, kar sem vam pač želela povedati, pa se mi zdi bistveno za Slovenijo, ker je pač zelo rada na varni strani pri vseh predpisih, ampak kot rečeno, trenutno zastopamo naročnika, ki se je zelo držal zakona, prejšnjega zakona o javnem naročanju, pa ga mu je vse en organ nadzora, mu je pa rekel, lej, ki bi lahko uporabil direktivo neposredno, pa nisi in si postopil neučinkovito. Tako da v bistvu, a veste, jaz razumem sceno, da je v bistvu zelo zapletena za vse, za naročnike in za ponudnike, ampak so rešitve, samo treba imeti širino, pa treba je pač zasledovati cilj, ki je pač za vse v redu. Je pa treba se zavedati tudi tega, da pravzaprav, ko je enkrat razpisna dokumentacija objavljena, ne, takrat imajo ponudniki mnogo manjšo možnost predstavljati svoje, ne vem, nove tehnologije in tako naprej, ne. Lahko preko portala javnih naročil si se rečejo, to pa to nudimo, ampak to ni to, ne. To se pravi, zelo apeliram na to, da naj naročniki pozabijo na merilo najnižje cene, da naj pač ponudniki, tudi če merila najnižje cene ne bo več, naj ne hodijo na razpise samimi dumpingi, zato ker pravzaprav delati brez RVC-ja pravzaprav tudi ni nek uspeh, ne, če smo čisto odkriti. Dejansko pa tudi na ta način naročnik ne dobi dobre storitve oziroma dobrega izdelka.
Zdaj bi pa kar nadaljevali. Zdaj, tukaj se najprej sprašujem, a ponudba kvalitetnejše storitve pomeni takoj uspeh. Ne? Zdaj, v uvodnem govoru sem omenila par predispozicij, ne, da pravzaprav tukaj bi moralo priti do premika in pri naročnikih, pa na nek način tudi v bolj proaktivni vlogi ponudnikov v fazi, ko je sprejet proračun, ko vi veste, katera investicija se bo vodila, zdaj ali nastopate v Sloveniji ali v državah bivše Jugoslavije, praviloma se točno ve, katere investicije bojo v igri. To se pravi, in tudi če recimo naročnik ne poziva ponudnikov, ne preverja trga in ne izkorišča pač teh možnosti, ki jih ima tudi po zakonu, boste tudi ponudniki bolj proaktivni, ker pravzaprav se da in z uradnim dopisom naročniku napisati dopis, kaj je na tem področju novega, kaj lahko vključi v razpisno dokumentacijo. To ne pomeni, da se bo naročnik točno za to odločil, bo pa imel uradne informacije, ker problem je, da naročniki dostikrat imamo sicer zelo veliko specializiranih naročnikov, ampak še vseeno temu trgu, ki se izjemno hitro premika, ne, je ekstremno težko slediti. Ne. Pravzaprav ponudniki so tisti, ki najbolj vedo, kaj se v posamičnem segmentu dogaja. Ne. Zdaj pa, kar se tiče uspeha, tudi da če vi ponudite kvalitetnejšo storitev, uspeh je zelo odvisen od definiranja predmeta javnega naročila, pogoji in zahtev, ki jih bo opredelil naročnik v razpisni dokumentaciji in pa ne nazadnje, kot sem omenila, tudi glede meril. Ta pa igrajo ključno vlogo. Kot sem rekla, Slovenija zdaj v zelo neugodni situaciji, zato ker pravzaprav, jaz tudi ko pregledujem razpise, so pravzaprav po to, bom rekla, ekonomsko najugodnejšo ponudbo je skrita ta najnižja cena, ne, praktično pri vseh razpisih. Ne. Jaz mislim, da tudi naročniki sami vedo, da pravzaprav preko najnižjih cen in preko dampinških ponudb in to v sami fazi izvedbe investicije prinaša ogromno težav in apeliram na to, da se začne uporabljati ekonomsko najugodnejšo ponudbo na način, ker pravzaprav ta merila je pravzaprav možno oblikovati na način, da niso arbitrarna, da so objektivno preverljiva in pravzaprav je to edini način, da se naredi premik tudi do tega, da bo pravzaprav ponudba, ki bo kvalitetnejša, dejansko nagrajena. Če mi obstajamo pri merilu najnižja cena, pravzaprav ta premik težko naredimo. Zdaj, ko naročnik definira predmet javnega naročila, je zelo pomembno, da se v bistvu naročnik seznani s samim predmetom naročila. Predhodna preveritev trga se meni zdi obvezna. Jaz poznam zdaj par velikih naročnikov, ki so šli v to. Zelo podrobno preveritev trga. Trg so preverjali znotraj Evropske unije, ker je šlo pravzaprav za razpise, ki so objavljeni bili v glasilih Evropske unije in so tudi dobili dobre povratne informacije in so razpisne dokumentacije tudi pripravili na ta način. In posod kaže, da se bo pravzaprav, da se bo razpisi zelo dobro odvili, ker so dobili tudi ponudbe, ki so konkurenčne, sploh ker gre za večje zadeve, tudi so nekako naročniki so se tudi upali postaviti zahtevnejše pogoje. Jaz moram to omeniti, tudi kar se tiče samih pogojev. Ne. Ko sem bila sama predsednica Državne revizijske komisije za javna naročila, smo se strogo držali dejstva, da je diskriminacija med ponudniki dopustna, če naročnik pravzaprav gre za toliko velikega naročnika, ki ima tako zahteven predmet naročila, da zaradi tega lahko objektivno zahteva tudi ostrejše pogoje, pa čeprav s tem na nek način diskriminira posamične ponudnike. Mi imamo zelo veliko sodb sodišča Evropske unije, kjer je sodišče Evropske unije zelo jasno povedalo, da je diskriminacija med ponudniki dopustna, če je objektivno opravičljiva. To pomeni, če pride do uveljavljanja pravnega varstva, če da pač naročnik ostrejše pogoje, ne recimo, da samo na eno veliko investicijo lahko javno, ne vem, en mali SP, ki naredi, ne vem, konzorcij iz 3 SP-ov, ne.
če da naročnik ostrejše zahteve v bistvu in če zna to zagovarjati in predlagam tudi, da recimo v svoji spisovni dokumentaciji še pred objavo naročila naredi argumentacijo, spiše, zakaj je točno dal takšne pogoje v neko javno naročilo, bo tudi preživel morebitne revizije. Ne? Ker jaz še od takrat, ko sem bila na revizijski komisiji, mi recimo tudi smo imeli različne zadeve, tudi DARS in podobno, naprimer, če je znal, tudi če so dal zahtevne pogoje, je pač, če je pač naročnik znal zagovarjati, da točno to rab, ker je pač investicija zahtevna, absolutno je revizijska komisija takrat potrdila odločitev naročnika. Žal zdaj gre malo v to smer, da zaradi konkurence, ne, da pravzaprav tudi zakonodaja, naš zakon, ta nov je pravzaprav tudi napisan zelo v tej smeri, da pač zaradi, da ne bi prihajalo do omejevanja konkurence, da ne se čim bolj odprt trg pusti. Ne. Ampak v bistvu naročniki plačate tak način oddaje javnega naročila dvakrat. Ne. Plačate ga zato, ker pač javno naročilo ni izvedeno tako, kot ste želeli, ne pride do kakovostne izvedbe javnega naročila, plačate ga z dodatnimi aneksi, lahko prihaja do sodnih sporov, ker vnočujete bančne garancije in tako naprej. Tako da v bistvu jaz moram reči, pa zelo razumem tudi naročnika, ampak pravzaprav bodite pogumni, zakon je toliko širok, da se ga da uporabljati na način, da dobite kvalitetnejšo izvedbo naročila na vseh področjih, pa ne po najnižji ceni, recimo po ekonomsko najugodnejši ponudbi in se potem tudi lahko tako javno naročilo zaključi brez aneksov. To se pravi, tehnične specifikacije, to so izključno v sferi naročnika. Ne? Mi imamo javna naročila sicer kot taka spadajo v obligacijsko pravno sfero, to se pravi v sfero civilnega prava, vendar imamo tukaj dokaj sprevrženo zgodbo, ker pravzaprav je naročnik tisti, ki diktira popolnoma vsa pravila igre. Ponudnik, zato sem pa tudi prej omenila, da pomembne so pa te predhodne faze, za katere mislim, da bi se naročniki lahko jih več posluževali, to se pravi preveritev trga in podobno. Tukaj pravzaprav pri pripravi razpisne dokumentacije je naročnik kralj. In problem je, če recimo razpisna dokumentacija pač nima zajetih teh najnovejših, bom rekla, standardov, najnovejših specifikacij, če nima recimo, če imajo nizko kadrovsko sposobnost in podobno. Jaz absolutno stojim za tem, da take investicije ni možno pač kvalitetno izvesti. Je pa treba poudariti pri samem vidiku opredeljevanja teh tehničnih pogojev, ne, da je pa kar nekaj sodnih sporov, tudi ki so šli v korist absolutno ponudnikov, ko se je sodišče postavilo, ker tudi pri pripravi pogodbe so sestavni del razpisne dokumentacije, ne, tudi pogodbe morajo biti uravnotežene, ne, in sodišče se je vedno postavilo na stališče, da javno naročje je kombinacija pač zakona o javnem naročanju in obligacijskega civilnega prava. In osnova tega civilnega prava je pa enakopravnost obeh pogodbenih strank. To se pravi, da je potrebno pripravljati ne samo, da so pač, kar je za naročnika v redu, da vključi najnovejše tehnologije v razpis in podobno, da se poskuša izogibati te najnižje cene, ki pravzaprav tudi ni skladna z direktivo. To bi lahko tudi ponudniki pravzaprav izpostavili in tudi na nek način v tej smeri še kaj naredili. Ampak pomembno je tudi to, ne, da pravzaprav, če razpisna dokumentacija ni narejena na način, da zagotavlja neko enakopravnost dajatev, da se sodišče postavi vedno na stališče ponudnika, če pride pač do spora med naročnikom in ponudnikom v kasnejših fazah in pravi, da pač je ponudnik šibkejša pogodbena stranka, ki nima vpliva na samo razpisno dokumentacijo, ker jo pripravlja izključno
ponudnik. Imamo vrsto sodb že, kjer pač se postavilo sodišče, da so določene določbe nične in v takih situacijah ima pa pravzaprav naročnik potem še večje probleme. Zato pravim ravno to, da je pravzaprav pomembno, da naročniki upoštevajo pri merilih, pri pogojih, da zasledujejo cilj neke enakopravnosti pogodbenih strank, da sledijo tehnologijam, da ne uporabljajo našega zakona, ki je pravzaprav strožje implementiran, kot zahtevajo direktive, še strožje, ker pravzaprav na tak način delajo škodo tudi sami sebi. Se upravičujem, ste že koristili 20 minut. Se upravičujem, to pa. No, če boste imeli kakšno vprašanje na odvetnica@cukrov.eu, lahko pošljete, se pa vložim na ta način. Mogoče še nekaj podarkov, kar izvolite. Ja, saj v bistvu imam na to temo slade, itak verjetno dobijo tudi, tako da lahko pošljete, tako da hvala lepa, pa se upravičujem, ker sem bila predolga.